Včeraj še začudeni, danes pa so ga zagledali 30-metrski stolp. Nihče ni o tem nič vedel, krajani so razburjeni. Jaz gledam vsak dan z balkona tale Eifflov stolp, razgledno točko mi pa tudi ni do tega. Po drugi strani pa tudi vrednost nepremičnin s tem pada. Tudi na občini zatrjujejo, da ne vedo nič, čeprav običajno za vsak poseg izdajo lokacijsko informacijo. Po mojem vedenju, ponovadi vse te vloge vidim, jaz se ne spomnim, da bi investitor to vlogo dal na občino. Enak primer je v sosednjem Rodiku, le da so krajani gradnjo uspeli ustaviti. Zahtevajo, da se anteno premakne drugam. Glede na to, kar se zdaj dogaja, čista ignoranca in ko pride slon v trgovino s porcelanom, lomim se pred sabo. Oddajniki kvarno vplivajo na nevrološko zdravje ljudi. Novejše študije o tem so objavljene tudi na spletu, pravijo krajani. Mi smo šli njihovo dokumentacijo tudi preverjati in smo ugotovili, da so študije iz leta 96. In samo vprašajmo se, ali smo 96. leta imeli sploh GSM aparate. Jaz v bistvu nisem proti anteni, ampak sem za postavitev antene izven naselja. To pa zato, ker v zadnjem času ogromno študij v tujini dokazuje, da so ta sevanja, ki se kopičijo, prehuda za zdravje človeka. Ne samo Rodik in Kozina, po državi je spornih še 25 drugih lokacij. Bodo odgovorni na Slovenskih železnicah in ministrstvu vendarle prisluhnili ljudem, priznali napako in oddajnike premaknili drugam.